Top 5 Backpack If young Metro don't trust you, I'm gonna Slovenia. beautiful morning. Yeah, the sun in my morning bed. Pred začetkom tega videa bi vas sam še opozoril, da je merch drop live, kar pomeni, da lahko dobite zelo kvalitetne DagiMTB majčke ali pa nalepke. Majice stanejo 23 €, če hočete osebni prevzem, in pa 23 €, če hočete, da vam jih pošljem po pošti. Kontaktirajte me na nec.degarin na gmailu in pa DagiMTB po Instagramu in se bomo zmenili in ja, to je to. Živite v videu. Dober dan, mi smo v Kranjski. Kakor lahko preberete, na 5. mestu Bike Park Kranjska Gora. Bike Park ne bi imel ene 6 trailov, ampak v resnici ima le ene 3. Ostali so bolj podrti. V Bike Parku najdemo dosti različnih stilov, od downhill proge do jump linea, do tudi nekih lesenih objektov. Je Bike Park dosti peščen, kar pomeni, da je dosti peska in ni prav dober grip. Ampak meni se zdi, da je za trenirati downhill, še posebej v poletnih mesecih, zelo dober. In pa en velik drop. Zelo všeč, veliko korenin, jumpkov. V Bike Parku me najbolj moti ta peščena zgradba tal in pa cene. Za 4-urno vozovnico plačaš 35 €, za celodnevno pa kar 42, kar je definitivno na dražji strani, kakor boste tudi videli v naslednjih Bike Parkih. Na 4. mestu ne glih tehnično Bike Park, ampak Golovec Trails. Na Golovcu najdeš 9 trailov, od jump traila do flow traila in še kakšne tehnikalije, kjer bo vsak najdel to, kar rad fura. Traili so večinoma flowi, narejeni z bagerjem, vsak se lahko njih pelje, tako da mogoče dober tudi za kakšne družine. Se pa najde tudi kakšen trail za boljše, kot na primer Banana Jump Trail. Overall, Full Hood Bike Park bi bil višji na listu, ampak nima žičnice, kar pomeni, da moraš pedalirati. Bike Park Bove. Bike Park Bovec ima samo 2 traila, Jungle Trail in pa Airline Trail. Bike Park se nahaja v Bovcu, kar je zelo daleč od vsega, tako da to je verjetno en minus Bike Parka, je pa na zelo lepi lokaciji. Bike Park te gor pošatla z šatlom, nima žičnice, ampak ima šatl, kar je v redu. Bike Park pa ni v top 5, ampak je na honorable mention, zato ker sta samo 2 traila. In ja, to je enostavno premalo, ampak če se bo Bike Park še naprej razvijal, lahko postane zelo, zelo dober. Nobenega nikaj ne bi mogel tega skurati. Je pa zabaven tudi za bolj take izkušene. Zato je dosti takih doublov, ki se da odriniti. Z obemi dveh trailov ne bi noben smel imeti nekih večjih težav za jih peljati, ampak sta pa zelo zabavna zaradi zelo velike hitrosti. Airline je sicer bolj flowy, Jungle Line je pa še malo bolj technical in kao zahtevnejši, ampak noben od njiju ni neki ful zahteven. Še vsem dosti luštno. Tale je tako lep skok. Step up. Ta je tudi malo bolj taka naravna.
to je pa po mojem tukaj rdeča. Evo, tukaj imamo zdaj dosti dolgo prečenc, meni ful všeč. Malo tehnikalije, za jumpi, štorček. Bike park vozovnice stanejo 29 evrov za 4 ure in pa 37 evrov za celodnevno. Meni se osebno zdi, da se bolj splača 4-urna, zato ker po 4 urah imaš že kar dost in se greš lahko fajn namakati zraven v Sočo, ampak je pa tudi to eden dražjih bike parkov in glede na to, da ima samo 2 traila, je kar drag. Na tretjem mestu bike park Poseka, manjši bike park, ampak zelo zabaven. Bike park ima le 5 trailov, ampak ima še en ski jump line in pa skills park. Kakor vem, je bike park Poseka tudi prvi, ki je v Slovenijo prinesel ta easy loop sistem, kar pomeni, da pač zatakneš to, ne vem, ko se temu reče, za balanco in te odpelje gor, kar je ful fajn, zato ker zelo hitro prideš do vrha. Grem pa ne vem, po kaj sem prišel, a ja poslušat musko sem dolg nisem zdržal. Razbildani tipi s pogledi kažejo agresijo, na mladoletence skačejo pa rečem adijo. Grem snemat čez noč med tem kaj, ne zanima me to, povejte mi, koliko imamo čist zrak. Ne štejte mi 3 razloge, zakaj je svet grd, in dal ti bom 3 odgovore, zakaj meni je zlat. V zemlji je fant za vse nas vode dovolj in ko začnejo računat zrak, razumel me boš pol. Razumel boš, ko vdihnil boš moj zrak, risal kup napak in želel me boš spoznat in začela bom verjet, da me lahko poljubi spet človek dobrega namena. Zdaj, ki je konc posnetka, lahko fajn povem. V bike parku imamo full hud flow trail, imamo tudi downhill trail in pa 2 enduro traila, se mi zdi. Traili so zelo kratki, ampak sladki, kar pomeni, da pač meni so ful zabavni, ampak zdaj niso neki ful dolgi, a meni je še kar bike park zelo luštni. Telec najboljša stvar v tem bike parku so pa seveda cene. Za celodnevno vozovnico odšteješ 20 evrov, za poldnevno pa samo 17. Kar pomeni, da za 4-urno karto v Kranjski Gori lahko skoraj 2 dni furaš v Poseki, kar se meni zdi zelo dobro. Veliko folka je verjetno pričakovalo bike park Maribor na prvem mestu, ampak zame je drugi. Bike park Maribor ima 15 trailov, tega jih je 10 v coni Pohorje in pa 5 v coni Areh. Do cone Areh je nažalost treba gond in je še nikoli nisem bil tam, tako da ne moram povedati, kako je, ampak v coni Pohorje pa meni zelo fajn. Pohorje je na nov tudi zgradil jump line, ki je meni full sick. Ima pa tudi bike park Pohorje ta zelo znan World Cup trail, po katerem je tudi nekaj let nazaj potekal World Cup. Brap! Bike park Maribor pa je nažalost najdražji na tem seznamu. 4-urna karta stane 39 evrov, celodnevna pa kar 45. In na prvem mestu moj najljubši bike park v Sloveniji, bike park Kope. Bike park Kope ima kar 16 trailov, od flow trailov do zelo velikih jump linij, do low miss trailov in pa tehnikalij. V bike parku bo naslednje leto tudi potekal Flat Out Days festival.
Stvar, ki mi je pri tem bike parku najmanj všeč, je pa žičenca. Na srečo imajo 2 ali celo 3, ampak ena je res počasna. Traili pa tja, kakor lahko vidite, perfektni. Jo. O. O, Jezus. Štiriurna karta stane okoli 25 evrov, celodnevna pa ene 35, kar je po mojem mnenju zelo dobro, zato ker je bike park res velik, največji slovenski bike park in se res splača iti pogledat.